Številka 10. Steven Steiner. Bil je 4. december 1972 in prikupan 7-letni deček po imenu Steven Steiner se je vračal domov iz šole v mestu Merced v Kaliforniji. To je bila pot, ki jo je opravljal skoraj vsak dan. Tokrat ni imel pojma, da je že na muhi samega zla. Tisti dan ni bil edini, do katerega je pristopil Irvin Edward Murphy, odrasel moški, ki je deloval nekoliko odsotno. Ni bil ravno grozeč, le nekoliko čuden. Irvin je delil otroške verske brošure in skušal ugotoviti, kateri izmed njih imajo vero v Gospoda. Tistega dne bo Stephenova verska vzgoja kaznovala njega na najbolj krut in grozljiv način, kar si ga je mogoče zamisliti. Irvinu je ustregel, ker ga je mama vedno učila naj bo prijazen in vljuden. Irvin je vprašal Stevena, ali bi njegova mama želela prebrati kakšno versko literaturo. Ko je Steven rekel, da seveda bi jo zanimala, se je sam hudič pripeljal v belem bujcu, da bi jo sprejel. Moški za volanom je bil Kenneth Parnell, ki je bil na videz dovolj prijazen. Kenneth je imel veliko skupnega s fanti iz Stevenovih let, naprimer ljubezen do igranja vlog. Leta 1951 je v svoje kremplje zvabil še enega nedolžnega dečka, tako da se je pretvarjal, da je prijazen policist. Toda zgodnja 70. leta so bila bolj nedolžen čas, preden so se pojavili opozorila o neznancih in dokumentarci o resničnih zločinih. Steven in Irvin sta se usedla na zadnji sedež Kennethovega Buicka. Stevena ne bi videl nihče od njegovih družinskih članov, dokler ni dopolnil 14 let. Življenje je postalo pekel za družino Steiner, saj vse državne kampanje za iskanje njihovega pogrešenega otroka niso obrodile sadov. Stevenova starša sta bila uničena. Življenje je bilo že tako dovolj težko s 4 drugimi otroki, a odsotnost Stefana in nenehna skrb za njegovo vrnitev sta ju popolnoma izčrpala. Stefanov starejši brat Kerry se je počutil, kot da živi v senci svojega pogrešenega brata. Zapostavljen, saj je vsa pozornost staršev zaradi njihove žalosti odšla stran od njega. Morda bi starša Steiner opazila temo, ki je rasla v Kerryjevem srcu, če Steven nikoli ne bi bil ugrabljen. A bilo je že prepozno. Tiste prve grozljive ure, ko se Stefan ni vrnil iz šole, so se spremenile v dneve, tedne, mesece in nato v leta. In nato so upi, da ga bodo še kdaj videli, začeli bledeti. Seveda niso nikoli obupali, a včasih je vztrajanje bolelo še bolj, ko so se spraševali, kaj vse preživlja mali Stefan. In najbolj žalostno je, da si v svojih najhujših predstavah verjetno niso mogli predstavljati grozot, ki jih je Steven Steiner dejansko doživljal. 1. marca 1980 se je Steven Steiner ponovno pojavil in ni bil sam. Zdaj 14-letni Steven se je pojavil na policijski postaji v Ukiahu v Kaliforniji, ob njem pa je bil 5-letni Timothy White. Nihče si ni mogel predstavljati verige dogodkov, ki je pripeljala do tega, da sta se Stefan in Timothy vrnila k svojim družinam, a kmalu so izvedeli. Potem, ko je 7 let prej ugrabil Stefana, ga je Kenneth Parnell odpeljal v osamljeno kočo v Cathy's Valley. In tam se je začelo pranje možganov. Kenneth je že prej zvabil Irvina, duševno prizadetega moškega, v svoj vpliv in ga prepričal, da je ta načrt ugrabitve pravzaprav dobrodelna naloga, da vzgojita otroka v veri. Resnica pa je bila povsem drugačna. Kenneth je Stefanu povedal, da so se ga starši odrekli, da imajo preveč otrok in da je zdaj on njegov zakoniti skrbnik. Tako se je začelo skoraj desetletje krutosti in plenilstva, ko je Kenneth premikal Stefana iz šole v šolo ter mu dal novo ime, Dennis Gregory Parnell. Vzel mu je družino, vzel mu je človeško dostojanstvo, vzel mu je celo identiteto, vse v upanju, da ga bo oblikoval v popolno orodje. Ko je Stefan postal najstnik in skoraj povsem izgubil upanje na pobeg, je Kenneth izgubil zanimanje zanj. Takrat se je odločil, da ga uporabi kot orodje za zvabljanje mlajšega dečka. To mu nikoli ni uspelo, Kenneth pa je vedno mislil, da je Stefan nesposoben. Ni vedel, da je Stefan tiho sabotiral vsak poskus ugrabitve. Pravzaprav ni bila Stefanova lastna varnost tista, ki ga je po vseh teh letih mučenja spodbudila k pobegu. To je bil Parnellov ugrabitev 5-letnega Timothyja Whitea, ki ga je nameraval izpostaviti vsem enakim grozotam, kot jih je povzročil Stefanu. 1. marca 1980 se je Steven odločil, da je čas za pobeg, medtem ko je bil Kenneth od doma zaradi službe in je s seboj vzel Timothyja. Štopala sta več kilometrov, preden sta prispela na policijsko postajo v Ukiahu. Za Kennethom Parnellom je bila izdana tiralica za aretacijo, oba fanta pa sta bila vrnjena domov. Toda, kot pogosto ugotovite v nekaterih zgodbah v tem videu, tema včasih vztraja še naprej, tudi ko je zločin že mimo. Parnell bi za svoj zločin v zaporu preživel le 5 let, Steven pa bi skoraj 10 let kasneje umrl v prometni nesreči z motorjem pri 24 letih. Timothy bi bil eden izmed nosilcev krste na njegovem pogrebu.
Stevenov starejši brat Carey bi kasneje postal brutalen serijski morilec, ki je ubil 4 ženske. Toda zločin, storjen iz čistega sadizma, včasih bolj smiselno razložimo kot zločin, storjen iz izkrivljene oblike ljubezni. Številka 9. Mao Jin. Oktobra 1988 je Li Zhengzhai, ženska, ki je delala kot izvoznica žita na Kitajskem, prejela telegram s 6 besedami, ki so jo popolnoma pretresle. Bil je od njenega moža in je pisalo: "Nujno doma, takoj se vrni." Zhengzhai je v popolni paniki vprašala svojega nadrejenega, kaj bi to lahko pomenilo. S kamitem obrazom je preprosto odgovoril z najhujšo nočno moro vsakega starša: "Vaš sin je pogrešan." Tako se je njen in možev svet začel podirati okoli nje. Deček, Mao Jin, star komaj 2 leti in pol, je bil njen ponos in veselje. To je bil čas zloglasne kitajske politike enega otroka, zato je lahko vsaka družina vso svojo ljubezen in pozornost posvetila edinemu otroku, ki so ga smeli imeti. Mao Jin je bil vedno tako prijazen in radoveden mali deček. Zheng Chai je kasneje pripovedovala o nepozabnem obisku v živalskem vrtu, kjer je deček, ki sta ga starša ljubkovalno klicala Jia, kar pomeni velik, celo z navdušenjem občudoval črva, ki je lezel po tleh. Nič v tej situaciji ni imelo smisla. Njegov oče ga je le peljal domov iz vrtca, tako kot vsak drug dan v njunem domačem mestu Xi'an. Oče Mao Jina se je za trenutek ustavil v bližnjem hotelu, da bi mu priskrbel kozarec vode. V tistih 2 minutah, ko je hladil vodo, je njegov sin izginil brez sledu. To je bila najhujša nočna mora vsakega starša, a sprva sta bila optimistična. Ko so takoj obvestili oblasti, so domnevali, da bo dečka kmalu našli, niso si predstavljali težkih desetletij, ki jih čakajo. A verjetno Mao Jin sploh nikoli ne bi našli, če ne bi bilo enega ključnega dejavnika. Li Zhengzhai je bila mati, ki nikoli ni obupala, ne glede na vse. Ko je njen sin izginil, je takoj ukrepala, natisnila in razdelila več kot 100.000 letakov, da bi razširila novico o izginotju Mao Jina. Njeno srce je nenehno bolelo zaradi izgube. Tisti nadležni glas v njeni glavi ji je govoril, da svojega sina nikoli več ne bo videla. A to je bil glas, ki ga ni hotela poslušati. Našla bo svojega džiadža, tudi če bi to vzelo preostanek življenja. Sredi vsega tega je Zheng Jia izvedela za zloveščo govorico. Drug mlad par naj bi posvojil otroka, ki je bil videti prav tak kot njen pogrešani sin. Ni si mogla odpočiti, dokler tega ni potrdila. Par je zasledovana po vsej državi, a sta bila vedno korak pred njo, kot bi jo dražila z možnostjo, da bi se njena nočna mora končala. A na koncu je ugotovila, da deček tega para v resnici ni bil Mao Jin. To je bil uničujoč udarec, a zanje noben udarec ni dovolj močan, da bi prenehali poskušati. V desetletjih iskanja je Zheng Jia pomagala najti in vrniti družinam 29 drugih pogrešanih otrok. Vendar se je zdelo, da te sreče sama nikoli ne bo doživela. To je veljalo, dokler tehnologija ni dohitela intenzivnosti iskanja Zheng Jia. Aprila 2020 je policija prejela namig o paru, ki je pred 32 leti v provinciji Sichuan kupil otroka za 6.000 juanov, oziroma približno $845. Ko so preiskovani, so lahko s kombinacijo fotorobota in analize DNK potrdili, da je odrasel moški z imenom Gu Guoningning, ime, ki so mu ga dali ugrabitelji, v resnici Mao Jin. Vsa ta leta nazaj so ga ugrabili trgovci z ljudmi in prodali paru brez otrok, kjer je živel popolnoma drugačno življenje. Čeprav je moralo biti za Guoja grozljivo spoznanje, da je bilo njegovo celotno življenje v bistvu laž, je čustveno snidanje z njegovima pravima materjo in očetom naredilo 32 let iskanja, vrednih vsake sekunde. Nekatera snidanja so rezultat izjemnega truda. Druga pa so posledica najbolj nenavadnih naključij, kar si jih lahko predstavljamo. Številka 8. Zephany Nurse. Pravijo, da je rojstvo ena najtežjih stvari, ki jih lahko ženska doživi, in nobena živa oseba tega ne ve bolje kot Celeste Nurse. 27. aprila 1997 je Celeste imela carski rez v bolnišnici Groote Schuur v Cape Townu v Južni Afriki, kjer je rodila zdravo deklico, ki jo je poimenovala Zephany. Bila je to izčrpavajoča in boleča izkušnja, ki jo je po posegu pustila v megli pomirjeval. Kljub temu je njena novorojenka ležala v posteljici nedaleč od njene postelje, izmenično je jokala in spala. V napetih dneh, ki so sledili, se je spomnila, da je do njene postelje pristopila medicinska sestra ali vsaj ženska, oblečena kot medicinska sestra. Ženska je dvignila Zephany iz posteljice in jo držala v naročju, jo tolažila, ko je jokala. Potem so začela delovati protibolečinska zdravila in izgubila je zavest. Ko se je Celeste zbudila, je ob svoji postelji našla pravo medicinsko sestro, ki jo je v paničnem strahu spraševala, kje je njen otrok. Posteljica je bila prazna. Zephany je izginila.
Poklicali so policijo in takoj so začeli s popolnim iskanjem po bolnišnici. Zephany niso našli, namesto tega pa so odkrili grozljivo sled, ki je kazala na to, kako natančen načrt je ugrabiteljica izpeljala. Našli so odvrženo blazino, za katero policija verjame, da jo je ugrabiteljica uporabila, da bi si naredila lažen nosečniški trebuh in tako vstopila v bolnišnico. Nato se je preoblekla v prepričljivo uniformo medicinske sestre in začela sklepati prijateljstva z drugimi nosečnicami. Čeprav je morda delovala prijazno, je bila v resnici volk v ovčji koži, ki je iskala popolno tarčo za svoj načrt. Najverjetneje je dejstvo, da je bila Celeste naročena na carski rez, pomenilo, da bo po porodu pod anestezijo, zaradi česar bi bila bolj dovzetna žrtev. Načrt se je tragično izpeljal brez zapletov. 5 dni kasneje se je Celeste vrnila domov brez otroka. Leta, ki so sledila, so bila prava muka. Družina Nurse je sodelovala s preiskovalci in neprestano vodila medijske kampanje, da bi povečala ozaveščenost o pogrešani Zephany. Bilo je lažnih sledi, ki so prinesle le globoko razočaranje. V enem posebej gnusnem primeru je Glenda Dubell, soseda Celestine mame, trdila, da ve, kaj se je zgodilo, samo zato, da bi izsilila denar od družine. V vsem tem času je Celeste dobila drugo hčerko, Cassidy, in januarja 2015, 17 let potem, ko je Zephany izginila, je začela obiskovati novo šolo. Tam je spoznala nekoliko starejšo dekle po imenu Misha Solomon in vsi njuni prijatelji so opazili, kako neverjetno podobni sta si bili. Ko je Cassidyn oče, Morne, slišal za to, je organiziral srečanje med njim in novo prijateljico svoje hčerke. Izkazalo se je, da je ta nova prijateljica njegove hčerke tudi njegova hči. DNK test je to potrdil. 17-letna Misha Solomon je bila v resnici Zephany Nurse. Ženska, za katero je verjela, da je njena mati, je bila v resnici njena ugrabiteljica, Lavona Solomon. Čeprav so bila dejanja Solomonove nedvomno pošastna, je težko, da je ne bi videli tudi kot vredno pomilovanja. K dejanju jo je v trenutku norosti privedla vrsta spontanih splavov. Lavono so aretirali in odpeljali v zapor zaradi ugrabitve. Misha Solomon se je odločila živeti s svojim lažnim očetom, za katerega so dokazali, da ni vedel za ugrabitev, ki mu je prinesla hčerko. Zephany, ki se še vedno imenuje Misha Solomon, potem ko se je trudila vzpostaviti odnos s svojimi biološkimi starši, je o celotni izkušnji napisala knjigo z naslovom Zephany, 2 materi, 1 hči. To je osupljiva resnična zgodba, ki pa bo postala še veliko bolj nenavadna. Številka 7. Alex Beatty. Alex Beatty je imel, kot bi lahko rekli, netradicionalno vzgojo. Star je bil 2 leti, ko ga je oče zapustil. Vzgajali sta ga mama Melanie in babica Susan, ki je bila kasneje razglašena za njegovo zakonito skrbnico. Star je bil 11 let, ko sta ga mama in dedek leta 2017 odpeljala na počitnice v Andaluzijo v Španiji. Vse to je bilo dogovorjeno z Alexovo babico in pričakovalo se je, da se bodo 8. oktobra vrnili v Anglijo, vendar se to ni zgodilo. Alexa so nazadnje videli v pristanišču Malaga. Kar je pri primeru Alexa Beattyja še posebej nenavadno, je to, da je Suzana kmalu prejela sporočilo na Facebooku od Alexove ugrabiteljice, svoje lastne hčerke, Alexove mame. Sporočilo je vsebovalo srhljiv video, na katerem sta bila Alex s svojo mamo in dedkom, kjer so pojasnili, da se selijo v skupnost z alternativnim načinom življenja v Maroku. Tam bi ga obvarovali pred tem, kar so videli kot indoktrinacijo v običajnih šolah in vsakdanjem življenju v Združenem kraljestvu. Toda, čeprav je bilo življenje, v katerega so Alexa vlekli, zagotovo alternativno, pa vsekakor ni bilo zdravo. Alex bo kasneje povedal, da so bila prva leta nomadskega življenja, v katerega sta ga vlekla mama in dedek, bolj podobna počitnicam. A ko je dopolnil 14 let, ga je dohitela resničnost. Priložnostno je pomagal pri pleskanju in prenovi nepremičnin v zameno za prenočišče, na koncu pa je odšel, da bi si zagotovil formalno izobrazbo in prihodnjo stabilnost. Takrat je začel razmišljati o vrnitvi v Združeno kraljestvo. Kasneje je povedal: "Začel sem tehtati prednosti in slabosti vsakega življenjskega sloga in po nekaj mesecih sem ugotovil, da je Anglija zagotovo prava pot naprej." Svoji materi je pustil sporočilo in sredi noči zapustil oddaljeno gostišče, v katerem je bival. Vzel je malo denarja, ki ga je imel, in nekaj nujnih stvari. 13. decembra 2023 ga je ob 3 uri zjutraj ob cesti našel 26-letni dostavljavec, ki je tam naletel nanj, medtem ko je Alex staval ob robu ceste. Dostavljavec je bil zaskrbljen in je pobral Alexa, kar je popolno nasprotje številnih podobnih primerov. V tem primeru je vstop v vozilo neznanca pomagal rešiti Alexa iz nevarne situacije. Odpeljali so ga na policijo, ki mu je pomagala, da se je 6 let po izginotju vrnil v Združeno kraljestvo. V tem primeru ni gojil nobene zamere do svojih ugrabiteljev in je dejal, da še vedno ljubi svojo mamo in dedka. Preprosto ni želel živeti na njihov način. A kar zadeva otroke, ki na koncu sami najdejo pot domov, je Alexova zgodba nič v primerjavi z dolgo, presenetljivo potjo našega naslednjega primera. Številka 6. Sarah Brierley.
Sherumunshi Khan se je rodil okoli leta 1981 v Khandvi, Madhya Pradesh, Indija, hindujki materi in muslimanskemu očetu. Očetov odhod v zgodnjem otroštvu je Saruja in njegovo mamo pahnil v revščino. Njegova mama je morala opravljati izčrpavajoče gradbeno delo, Saru in njegova dva sorojenca pa so morali prositi na lokalni železniški postaji, da so lahko preživeli. Vlakovna vožnja pa je bila tista, ki je Sarujevo življenje popolnoma spremenila. Leta 1986 je Sarujev starejši brat, Gudu, načrtoval 70-kilometrsko vožnjo z vlakom iz Khandve v mesto Burhanpur, kjer bi lahko zaslužila nekaj več denarja. Saru je prosil, da bi šel zraven in Gudu mu je nerad dovolil, ne da bi se zavedal, kakšen metuljev učinek se je prav takrat sprožil. Ko je vlak prispel v Burhanpur, je bil Saru, ki je bil star komaj 5 let, popolnoma izčrpan. Gudu mu je rekel, naj počaka na postaji in se naspi, in točno to je Saru tudi storil. In takrat se je zgodil prvi srhljiv preobrat. Medtem ko je Saru spal, je Guduja med prečkanjem tirov zadel vlak in ga ubil. Ko se je Saru zbudil, ni imel pojma, kaj se dogaja, in bil je zmeden, zakaj njegovega brata ni tam. Potem, ko je čakal, kolikor dolgo je lahko, ga je zagrabila panika in se vkrcal v prazen vagon vlaka, ki je stal na postaji. Saru je bil še vedno izčrpan po dolgem dnevu in je zaspal v vagonu. Vlak je začel svojo pot medtem, ko je spal, in ko se je zbudil, je bil že skoraj 1500 km stran od doma. Iztrgan iz svojega okolja in premlad, da bi se spomnil ali znal povedati, kaj se mu je zgodilo, je bil ujet skoraj 1600 km stran od svoje obubožane matere. Bil je na železniški postaji Howrah v cvetoči metropoli Kalkuta, zahodni Bengaliji. Ko je poskušal skočiti na druge vlake in najti pot domov, so se vedno znova vrnili na postajo Howrah. Sprva je preživel tako, da je pobiral ostanke na železniški postaji, nato pa se je odpravil globlje v mesto, da bi našel kakršnokoli delo, s katerim bi se preživljal. Tako je živel več tednov, dokler ni srečal najstnika, ki ga je odpeljal na policijo kot pogrešenega otroka. Nato so ga odpeljali v zavod za zapuščene otroke. Ker zaradi svoje starosti ni mogel dati nobenih informacij o svoji materi ali domu, so ga dali v posvojitev. Leta 1987 ga je posvojila družina na Tasmaniji v Avstraliji. Medtem je Sarujeva mati Kamla iskala svoja dva pogrešana sinova. Ko je prejela uničujočo novico, da je bil Gudu ubit, je naredila vse, kar je lahko, da bi še naprej iskala Saruja. Saru je odraščal v Avstraliji, se naučil angleščine in kasneje diplomiral iz poslovanja in gostinstva na avstralski mednarodni hotelski šoli v Canberri. Toda medtem, ko je pridobival kvalifikacije, je delal tudi na drugem projektu. Leta in leta je uporabljal Google Earth, da bi poskušal najti pot domov. Skrbno je risal železniške proge po Indiji na podlagi svojih meglenih spominov in zbral vse dokaze, ki jih je lahko, da bi našel najbolj verjetno izhodiščno točko. In to ga je pripeljalo do tega, da je našel Khandvo. Ko je stopil v stik z domačini prek Facebook skupine, je postal še bolj prepričan, da je to njegov rojstni kraj. 25 let potem, ko je prvič odšel, se je vrnil z letalom in hodil po ulicah s fotografijo sebe kot otroka. Vprašal je, ali je kdo pred več kot 2 desetletjema na tem območju izgubil otroka. Člani skupnosti so ga kmalu pripeljali nazaj k njegovi materi in preživelim sorojencem, ki so bili zdaj izobraženi in skromno uspešni. Ganljiva zgodba o ponovnem srečanju kljub vsem oviram je navdušila ves svet. Sarujeva knjiga A Long Way Home pa je bila prirejena v za Oscarja nominiran film Lion, v katerem Saruja igra Dev Patel. Medtem, ko je bila ta zgodba pripravljena za Hollywood, ima naša naslednja več preobratov kot najbolj nori trilerji. Številka 5. Paul Franček. 26. aprila 1964 je v bolnišnici Michael Reese v Chicagu v Illinoisu Dora Franček rodila Paula Josefa Frančka. Ni imela pojma, kako nenavadno bo postalo njeno življenje. Dan po rojstvu je k Dori, ki je ležala v posteli, pristopila ženska, preoblečena v medicinsko sestro, in ji povedala, da je zdravnik prosil, da si Paula pobliže ogleda, samo da se prepriča, da je zdrav. Ker Dora ni imela razloga, da ne bi verjela, da ji govorijo resnico, je malega Paula izročila in ta je izginil. Tako imenovana medicinska sestra je zapustila stavbo s Paulom in je niso nikoli več videli. To je sprožilo največjo iskalno akcijo v zgodovini Chicaga do takrat, z množično mobilizacijo 175.000 poštnih delavcev, 200 policistov in FBI-ja. Odziv v tem primeru je bil izjemno hiter, saj so do polnoči istega dne preiskali 600 domov. Žal to ni bilo dovolj in Pavel je vsemu šel iz rok. Vse to je bilo že samo po sebi prava nočna mora, a potem so se stvari za vse vpletene še bolj zapletle. 2. julija 1965 so v nakupovalnem središču v Newarku v New Jerseyju našli zapuščenega dečka v vozičku. Dojenčka so dali v rejniško oskrbo, kjer sta mu rejniška starša dala ime Scott McKinley. FBI je imel drugačne predstave o tem, kdo bi lahko bil.
Je ugrabitelja morda prevzela vest ali pa je ugotovil, da nima znanja in sredstev za skrb za otroka? Nihče ni mogel vedeti, a Dora je bila tako srečna, da je spet videla svojega sina, da ji je bilo skoraj vseeno. Pavel je bil ponovno združen z družino Frančak in zdelo se je, da bo vse v redu, dokler Pavel ni dopolnil 10 let. Medtem ko je skušal na skrivaj pokukati med svoja božična darila, je namesto tega našel izvod enih izmed časopisov, ki so poročali o njegovi ugrabitvi. Seveda ga je to vznemirilo, saj se dogodka ni mogel spomniti, ker je bil takrat premat. Vprašal je Doro o tem in zdelo se je, da jo je zelo vznemirilo, da je sploh izvedel za to. Oštevla ga je in rekla: da, ugrabili so te, našli smo te. Ljubimo te in to je vse, kar moraš vedeti. Toda takšen odgovor je Pavlove skrbi le še povečal, namesto da bi jih pomiril. Od tistega dne je vedno sumil, da Frančakova nista njegova prava starša. A o tem je molčal skoraj 40 let. Leta 2012, potem ko je celo življenje nosil to breme, je opravil DNK test in prosil starše, naj oddajo vzorce. Sprva sta se strinjala, a potem ko sta mu poslala vzorce, sta ga prosila, naj tega ne stori. Ideja o tem, kaj bi lahko odkril, je bila preprosto preveč grozna. Odločitev ni bila lahka, a Pavel se je odločil poslati komplet za DNK testiranje, le da je ugotovil, da sploh ni Pavel. DNK je potrdil, da je bil popolnoma drug pogrešan otrok po imenu Jack Rosenthal, ki sta ga pred desetletji v nakupovalnem središču zapustila njegova kruta in psihično neuravnovešena biološka starša. Izkazalo se je, da se Pavel Frančak nikoli ni vrnil domov. A v še enem nenavadnem preobratu usode je bil pravi Paul Frančak dejansko še vedno živ. DNK test iz leta 2019 je potrdil, da Pavel, ki ni imel pojma o zloveščem izvoru svojega novega življenja, dejansko živi kot moški po imenu Kevin Ray Batty v Michiganu. Nikoli ni mogel osebno srečati svoje biološke matere, sta pa imela več telefonskih pogovorov, preden je pri 56 letih umrl za rakom. Do danes vprašanje, kdo je ugrabil pravega, originalnega Paula Frančaka, ni bilo rešeno. FBI pa primer še vedno obravnava kot odprt. Številka 4. Natasha Ryan. Natasha Ann Ryan je bila stara 14 let, ko jo je leta 1998 mama odložila pred šolo. V Rockhamptonu v Queenslandu je bil leden avgust, vendar v zraku ni bilo ničesar, kar bi napovedovalo grozote, ki so sledile. Tistega večera se Natasha ni vrnila domov, kar je takoj vzbudila skrb pri njenih starših. Bili so zaskrbljeni zanjo in njihove misli so se takoj usmerile k najbolj verjetnemu osumljencu, Scottu Blacku, 22-letnemu fantu njihove hčerke. Black je bil vedno slab vpliv na Natašo, kot da že samo dejstvo, da se 22-letnik dobiva z mladoletnim dekletom, ni dovolj očitno opozorilo. Spodbudil jo je, naj poskusi pobegniti z njim in se poročiti na skrivaj, mesec dni preden je dejansko izginila. Toda približno v istem času se je pojavila še veliko bolj zlovešča možnost, da bi lahko bila Nataša žrtev aktivnega serijskega morilca, ki je deloval na območju, kjer je izginila. To je bil val zločinov Leonarda Fraserja, ki je v večletnem obdobju napadal in ubil 4 do 7 žensk, preden so ga ujeli leta 1999, leto po izginotju Nataše. Isto leto je moral Natašin fant Scott Black prav tako stopiti pred okrajno sodišče v Rockhamptonu zaradi primera Natašinega poskusa pobega. Obsojen je bil zaradi oviranja preiskave, ker je rekel, da ne ve, kje se je njegova mladoletna punca takrat nahajala. Nekateri so si drznili pomisliti, optimistično, da je morda strela udarila dvakrat in da je Scott ponovno odgovoren za Natašino izginotje. Ko pa nihče ni mogel najti Nataše, so njeni strti starši priznali, da je morda le še ena izmed številnih žrtev Leonarda Fraserja. Fraser je celo priznal njen umor, kar je očitno zaprlo primer. Družina je priredila spominsko slavesnost za svojo hčerko. Potem pa so leta 2003 med sojenjem Leonardu Fraserju policisti prejeli anonimno informacijo, da je Nataša živa in zdrava v hiši v severnem Rockhamptonu. Natašin oče je skoraj omedlel, ko je slišal to novico. Hišo, ki jo je seveda najemal Scott Black, so preiskali. Policija je Natašo našla skrito v omari v spalnici hiše. To je počela vedno, ko so prišli obiskovalci. Prosto se je gibala po hiši le, ko sta bila sama s Scottom. Ven pa je hodila samo po noči. Namesto da bi bila ugrabljena, je Nataša celoten dogodek predstavila kot to, da je sama pobegnila s Scottom po lastni volji. Jasno je bilo, da je šlo tukaj za načrtno zapeljevanje in manipuliranje mladoletnice, glede na starostno razliko med njima. Primer je postal medijska senzacija. Potem pa je postalo še bolj zmedeno. Nataša je prostovoljno pričala na sojenju svojemu domnevnemu morilcu in potrdila, da ga v življenju še nikoli ni srečala. Tako Nataša kot Scott sta bila obtožena zaradi celotne sheme, pri čemer je bila Nataša kaznovana z globo zaradi povzročitve lažnih preiskav. Scott je bil zaradi krive prisege poslan v zapor in je moral plačati ogromne stroške preiskave.
Fraser je leta 2007 umrl v zaporu. Leta 2008 sta se Natasha in Scott poročila in še naprej živela od zaslužka, ki sta ga pridobila s celotnim fiaskom. Poročani so, da je ekskluzivne pravice za poročne fotografije prodala reviji za $200,000. Tako kot mnoge zgodbe v tem videu, tudi Natashina ne bo imela srečnega konca. Leta 2024 so jo našli mrtvo v golf klubu Rockhampton. Stara je bila 40 let. Oblasti so izključile sum kaznivega dejanja, vendar se zdi, da so prezgodnje smrti pogosto srhljiva tema, ki spremlja te primere izginotih otrok. Naše potovanje skozi grozljive dogodke nas je popeljalo po vsem svetu. Toda kaj se zgodi, ko se grozljiva zgodba začne z obljubo izleta na najsrečnejši kraj na svetu? Številka 3. Susan Gervais. 60 leta so bila presenetljivo nedolžen čas. Čas pred nenehno paranojo 24-urnih novic in družbenih omrežij, ki vsem nam vcepljajo strah v srce. Leta 1969 je 4-letna Susan Priest iz Pontefracta v Angliji preživljala počitnice v prikolici s svojo materjo samohranilko in svojim sorojencem. Druga družina iz Škotske v istem kampu je Susanini materi dala neverjetno ponudbo. Z veseljem bi vzeli Susana s seboj na brezplačno potovanje na Florido, ki se zgodi le enkrat v življenju, kjer bi lahko obiskala Disney World. Vse, kar bi morala narediti, je, da jim da Susanin rojstni list. Oni pa bi jo lahko dodali na svoj potni list za potovanje. Ne glede na vse opozorilne znake, ki jih prinaša zaupanje svojega 4-letnega otroka neznancem za mednarodno potovanje, je privolila in izročila dokumente. Seveda je bila obljuba, ki so ji jo dali, laž. Susane niso nikoli odpeljali v Disney World. Namesto tega so jo odpeljali v Kanado in na Novo Zelandijo, preden se je z novimi starši ustalila v Avstraliji. Verjela je, da je bila posvojena. Pri 16 letih so za novozelandski potni list potrebovali podpis njene prave matere, kar je razkrilo, da ni bilo nobenih posvojitvenih dokumentov. Njeni lažni starši so trdili, da se je njena prava mati prostovoljno odpovedala njej. Toda do takrat ni več vedela, kako bi se vrnila k svoji rojstni materi. Njeno ime je zdaj bilo Susan Gervais, svojega prvotnega priimka pa se ni mogla spomniti. Njena lažna mati je umrla zaradi multiple skleroze, ko je bila Susan stara 10 let, zato jo je nato z veliko ljubezni vzgajala njena potujoča skupnost. Ko je bila Susan stara 20, 1 let sta oba ugrabitelja že umrla, njena prava družina pa jo je še vedno iskala v Angliji. Odločila se je, da bo po vseh teh letih poskusila vzpostaviti ta stik. S pododbudo moža in otrok je Susan uspela najti svojo družino prek Facebook skupine domačinov iz Pontefracta, 53 let potem, ko je prvič izginila. Uspela je ponovno navezati stik s svojimi sorojenci in dogovoriti osebno srečanje. Žal je njena biološka mati umrla 8 let pred vsem tem, ne da bi kdaj izvedela, kaj se je zgodilo z njeno hčerko. Vse zato, ker se je en par odločil prevarati starša in mu zavedno odvzeti otroka. V tem videu smo obravnavali že veliko strašljivih primerov, vendar se noben doslej ne more primerjati s tem, kar se zgodi, ko je tvoja ugrabitev hkrati tudi umor. Številka 2. Heather Robinson. V videu, v katerem nastopajo resnično pošastni zločinci, je le malo takih, ki so tako diabolični kot John Edward Robinson, ali kot si je sam rad rekel na spletu, Slave Master. V svojem grozljivem kriminalnem pohodu, ki je pustil 8 mrtvih žensk, je Robinson postal znan kot prvi spletni serijski morilec. Bil je eden prvih, ki je uporabil splet kot sredstvo za izvajanje svojih številnih prevar in zvabljanje nedolžnih v svoje kremplje. Leta 1985 je pristopil k 19-letni materi Lisi Stasi v zavetišču Hope House Women's Shelter pod lažnim imenom John Osborne. Obljubil je, da bo zagotovil nastanitev in finančno pomoč obubožani 19-letni Lisi in njeni 4-mesečni hčerki Tiffany, v zameno za to, da podpiše prazne papirje. To je bil v resnici le načrt, kako ponarediti dokumente o predaji otroka v posvojitev, da bi ukradel in prodal dojenčico, preden je brutalno umoril Lisa. Mimogrede, dan potem, ko je Lisa Stasi izginila, se je Robinson obrnil na svojega brata Dona in njegovo ženo z neverjetno ponudbo. Par je imel težave s posvojitvijo, a je ravno po naključju našel dojenčico neke ženske, ki je, ni bilo več med živimi. Robinsonova sta takoj posvojila Tiffany Stasi in jo preimenovala v Heather Robinson. Zavedno bi bila hvaležna Heatherinemu stricu Johnu, ker jima je podaril čudežnega otroka. Seveda tega ni storil iz dobrote svojega srca. Svojemu lastnemu bratu je zaračunal $5500 pravnih stroškov v zameno za deklico. Njegova zloba ni prizanesla niti družinskim članom. Šele ko je Heather dopolnila 15 let, je izvedela strašno resnica, potem ko so njenega strica Johna aretirali zaradi njegovih zločinov. Njen lastni stric je ubil njeno biološko mater in jo dal njenim novim staršem. Robinson je še danes med obsojenci na smrt, medtem ko Heather počne, kar lahko, da bi živela čim bolj normalno življenje. Kaj pa otrok, ki je potreboval največ časa, da je našel pot nazaj domov? Številka 1. Luis Albino.
Ko gre za pogrešane otroke, ki se vrnejo potem, ko so prvič izginili, ni primera, ki bi bil bolj nenavaden in neverjeten kot primer 6-letnega Louisa Albina. Leta 1951 sta se Louis in njegov starejši brat Roger igrala v parku v Oaklandu v Kaliforniji, ko ju je ogovorila neznana odrasla ženska. Zdela se je dovolj prijazna, še posebej mlajšemu in bolj naivnemu Louisu, vendar je bilo nekaj na njej odbijajočega. Louisu je rekla, da mu lahko, če ji sledi, za nagrado da nekaj brezplačnih sladkarij. Preprosta zvijača v času, ko ljudje komajda še pomislili na obstoj ugrabiteljev otrok. Ko je Louis odšel z žensko, je Roger sledil in jo opazoval. Star komaj 10 let, če bi šlo kaj narobe, ne bi mogel storiti prav veliko. Zato je raje stekel domov, da bi obvestil odrasle, a takrat je bilo že prepozno. Louisa so že odpeljali. Seveda se je Louisova družina takoj obrnila na policijo v Oaklandu. Ker je bila Louisova mati, Antonija, Portoričanka in je govorila le špansko, je bil Roger glavni stik s policijo. Preiskovalci so besede mladega Rogerja vzeli zelo resno. Na podlagi njegove izjave, da je neznana ženska z rutko odpeljala Louisa, so sprožili obsežno skupno iskalno akcijo. Medtem ko so ključne ure preiskave minevale, je obalna straža prečesala vode okoli trga Jack London Square in zaliva San Francisco, vendar niso našli ničesar. Medtem ko se je to dogajalo, jim je prava priložnost, da bi dobili Louisa nazaj, spolzela skozi prste. Ni bilo nobenih sledi in kljub Antoninim izjemno pogostim obiskom policijske postaje v Oaklandu, ni bilo nobenega napredka. Družina je leta 1966, 15 let kasneje, ponovno poskušala dobiti odgovore. Do takrat bi bil Louis, če bi bil še živ, star 21 let. Kot so upali albinosi, bi morda pustil kakšno sled na vojaških preizkusih, saj je bil nabor za vietnamsko vojno takrat v polnem teku. Niso imeli sreče, a upanja niso izgubili. Večkrat so se vrnili v Puerto Rico, da bi poiskali Louisa, če bi ga morda odpeljali tja. Še vedno ni bilo nobenega sledu. Leta so se spremenila v desetletja. Antonija je leta 2005 umrla, ne da bi izvedela, kaj se je zgodilo z njenim sinom. Roger je, kljub temu, da ni imel nobene prave moči, da bi spremenil situacijo, verjetno ves ta čas nosil krivdo, ker ni mogel rešiti svojega brata. Ljudje so verjetno domnevali, da je Louis zdaj že mrtev, njegovo telo pa le še kosti, a vse se je spremenilo leta 2020 zaradi čistega naključja. Alita Alliker, 63-letna nečakinja Louisa, se je odločila narediti DNK test zgolj za zabavo, pri tem pa je odkrila, da ima 22% ujemanje DNK z nekom na povsem drugem koncu države, na vzhodni obali. Zdelo se je predobro, da bi bilo res, a bi lahko bil to Louis? Vsekakor je bilo vredno poskusiti. Poskušala je vzpostaviti stik, vendar nikoli ni prejela odgovora. Namesto tega se je leta 2024 vrnila na policijo v Oaklandu in jim predala informacije ter jih prosila za pomoč pri preiskavi te nove sledi. Od tam sta primer prevzela FBI in Kalifornijsko ministrstvo za pravosodje in upanje je ostalo živo. Res je bil to Louis Albino, ki so ga odkrili pri 79 letih, 73 let potem, ko je prvič izginil. Medtem ko je neznana ženska, ki ga je ugrabila, verjetno že dolgo mrtva, je lahko Louis potrdil, da so ga odpeljali k paru na vzhodni obali, ki ga je vzgajal kot svojega. V 7 desetletjih, odkar je izginil, je delal kot gasilec in odslužil 2 napotitvi v Vietnamu pri mornariški pehoti. Imel je tudi otroke in vnuke. Ko je bila povezava potrjena, se je Louis vrnil v Kalifornijo. Uspelo se mu je srečati s svojim bratom Rogerjem 2 meseca, preden je Roger sam umrl. To je še en dokaz, da je resnično življenje pogosto veliko bolj nenavadno kot fikcija. Še vedno imate apetit za še več nenavadnih skrivnosti izginoti? Preverite zgodbo zaposlenim, ki je bil pogrešan 10 let, najden v supermarketu, in še več zgodb o pogrešanih ljudeh. Ali pa si oglejte to namesto tega.